Tole je edini način, kako bi moral uporabljati ChatGPT. In če vidiš, tukaj sploh ni ChatGPT. Tole je agent, ki sam prevede vsebino iz neke spletne strani, jo prevede, objavi na spletni strani, doda naslov, doda meta podatke, doda sliko in potem to doda v WordPress. Poglej, kako to dela. Tule je celoten postopek. Jaz mu dodam v Google Sheets članek in ko ga tja noter dodam, on takoj ve, kaj mora z njim. Pošle ga ChatGPT-ju z temi navodili. Preveri ta članek, preveri ga v slovenščino, zagotovi, da je napisan, kot bi ga Slovenc napisal in da ima najboljšo slovnico, pripravi sam vsebino. Potem v naslednjem koraku napiše naslov, v naslednjem koraku napiše še sliko. Tudi za sliko mu vnaprej definiramo, kakšna je ideja slike, kako naj bo razmerje in vse ostalo. In potem neposredno objavi to direktno v WordPress. In imamo v 1 minuti, brez kakršnega koli dela, članek iz tujih jezikov, iz tujega jezika ali pa iz tuje spletne strani, prilagojen meni. Seveda imam v ozadju pripravljen svoj GPT, ki sem ga natreniral na svojih člankih, zato da mi te članke vedno piše na isti način, da je vedno besedišče enako, da ve, kdo je ciljna skupina in vse ostalo. Tudi ti bi moral vsak teden vsaj enega takega agenta narediti v svojem podjetju ali pa za sebe doma. V komentarje se javi, lahko ti pri tem pomagam tudi jaz.